Gospod župan, lepo pozdravljeni v tokratni julijski oddaji iz županovega kabineta. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Za nami je mesec junij, ki je tukaj v Litiji, lahko rečemo, kar precej prazničen mesec. Kaj vse se je dogajalo v tem mesecu, kar se tiče raznih dogodkov? Ja, zagotovo je mesec junij eden izmed najbolj natrpanih mesecev z dogodki. Seveda to sovpada več dejavnikov. Eno je konec šolskega leta, ki je vedno zaznamuje mesec junij. Potem sta pa še dva praznika, se pravi najprej občinski praznik sredi meseca junija in potem še dan državnosti. Tako da dejansko je junij res tisti mesec, ki je poln z vsemi dogodki. Letos je bilo teh dogodkov 53, tako da je res bilo zelo natrpano, tako da ni čudno, da se je na občinskem prazniku celo vzpostavil stavek, da Litija nikoli ne spi zaradi tega, ker včasih se je rudarilo, zdaj je pa vsak dan so določeni dogodki in prav je tudi tako. Tako da zagotovo ta pester junij je bil od celo vrsto, se pravi, festivalskih dogodkov, od Tačkovega festivala do, se pravi, Litijskega teka, do festivala skupnosti in celo vrsto drugih prireditev, od posameznih obletnic, pa seveda predvsem pa zaključkov tako na področju šolstva, kot seveda potem osrednjih dogodkov v občinskem prazniku skupaj z slavnostno akademijo, kot seveda tudi spominskimi dogodki ob dnevu državnosti, recimo v parku osamosvojitve in tako naprej. V prejšnjem mesecu ste imeli tudi obisk ministra Vrtovca, in sicer delovni obisk. Kaj vse ste si ogledali, kakšne so bile njegove ugotovitve, mogoče pripombe, pohvale? Ja, zagotovo obisk je bil povezan tudi z slavnostno akademijo v občinskem prazniku, kjer je bil tudi glavni govornik na tej občinski prireditvi. Poleg tega pa je seveda bilo srečanje namenjeno še konkretno, se pravi, predstavitvi tistih odprtih projektov na področju infrastrukture, predvsem najbolj cestne infrastrukture pa železniške infrastrukture. Tukaj smo ministra seznanili z, se pravi, odprtimi vprašanji od obvoznice Zgornji Hotič, krožišča, umeščanja krožišča v Spodnjem Hotiču, do seveda aktivnosti oziroma premajhnih aktivnosti, ki so bile narejene na področju ureditve obvoznice Litija, pa seveda priprave PZI dokumentacije za rekonstrukcijo ceste Spodnje Ribče, pa seveda tudi cestnega hodnika z levim zavijalnim pasom Spodnji Log, most Sava pri Litiji, obvoznica Gabrovka. Hkrati pa smo mu seveda predstavili tudi zaključen projekt izgradnje obnovljene železniške postaje s park and ride parkiriščem v Litiji, kjer je izrazil tudi zadovoljstvo nad, se pravi, izvedenimi deli. Še zlasti ob dejstvu, da ko je bil nazadnje v Litiji kot minister, smo šele začeli govoriti o, se pravi, pripravi in pa umeščanju tega projekta v sam prostor in potem tudi samo izvedbo. Hkrati pa smo ministra tudi seznanili z, se pravi, še odprto dilemo ureditve podvoza pod železniško progo v Jevnici, vključno z sanacijo, se pravi, ukrepov poplavne obnove, kjer je edino izgradnja novega nadomestnega mostu čez reko Savo in pa ureditev kasonskega modela podvoza pod železniško progo, tista ustrezna rešitev, ki bo zagotavljala odpornost
pred ponavljanjem tovrstnih dogodkov, se pravi poplavljanjem in nedostopnostjo in povezanosti krajev ob tovrstnih poplavah v Ivnici in pa v Senožetih. Tako da tudi tukaj je izpostavil svojo zavzetost za to, da se ta celovitost tudi izvede. Eden izmed festivalov, ki se je dogajal v prejšnjem mesecu, pa je tudi festival skupnosti, letos eno posebno otvoritvijo, če lahko temu tako rečemo. Ja, festival skupnosti je dejansko se res pokazal kot tisti dogodek, ki poveže našo lokalno skupnost, občino v celoti. Zelo je lepo, da se res na tem dogodku kaže tista pripravljenost sodelovati od krajevnih skupnosti, društev, zavodov, podjetij, pa tudi posameznikov in drugih interesnih skupin na tem dogodku, tako da se kar lepo ta prostor od ulice Mirne Preglave širi po cesti komandanta Staneta navzdol. Tako da letos je prišel že do tega Litkovega vrta, ki je bil odprt, se pravi sam mestni vrt, ki je bil odprt ob tej priložnosti in ki dejansko res ponazarja eno tako cvetoče oazo znotraj samega mesta, podobo Litije v malem, predvsem pa eno lepo doživetje za vsakega obiskovalca, ne samo za prebivalke in prebivalce mesta Litije, ampak tudi širše. Tako da smo ponosni, da je skupaj z res izrednim arboristom Mihom Kosom, pa tudi akademskim kiparjem Zlatkom Rudolfom, prišli do lepe rešitve in tudi lepega kotička, ki ga imamo sedaj v našem mestu. Imeli ste tudi otvoritev obnovljenih asfaltiranih cest, in sicer na Dolah. Ja, v sklopu odprave posledic po, se pravi, poplavah in pa neurjih v letu 2023 je takrat bila izjemno prizadeta cesta Dole Bistrica. Gre predvsem za dobrih 2,5 km dolgo cestno povezavo, ki je povezala ta del zaselka v krajevni skupnosti Dole pri Litiji, hkrati zagotovili ustrezno sanacijo plazovitih območij ob cesti, uredili tudi cesto ob tem vodotoku Bistrica, hkrati pa omogočili res lepo, urejeno, se pravi cestno povezavo v naselje Bistrice in seveda potem v navezavi od naselja Bistrica še proti naselju Zgornje Jelenje, ki omogoča lepo povezanost in pa urejenost tega dela občine. In se mi zdi, da je bila to ena lepa priložnost, da se včasih tudi ob naravnih nesrečah zgodi, da se naredi tudi ena nadgradnja, kar je tukaj bilo omogočeno in moram reči, da celo zanimivo je to, da je bila otvoritev prav na dan, ko je pred 35 leti bilo tudi eno tako res grozno neurje v tem delu in prav tako kot leta 1923 odrezalo ta del naselja od, se pravi, prevožnosti z ostalim svetom. Tako da neki simbolike, ampak dobra, lepa pridobitev, na katero smo lahko vsi skupaj ponosni. Ko smo trenutno pri cestni infrastrukturi, imate odprte razpise za urejanje cest? Ja, res je, tudi v tem mesecu juliju in pa avgustu želimo izvesti še 5 cestnih odsekov v občini Litija in sicer še eno cestno povezavo
na Dolah, se pravi v naselje Suha Dole, potem v krajevni skupnosti Gabrovka povezava Laze-Gobnik, cestni odsek, preplastitev 700 metrov lokalne ceste pod naseljem Polšnik, se pravi pasjek Polšnik, ureditev cestnega odseka v Spodnjem Logu ter ureditev povezave med Klenikom proti naselju Volše v krajevni skupnosti Vače. Vse to želimo izvesti v mesecu juliju in mesecu avgustu. Zdaj so v teh dneh že tudi se zaključuje zbiranje ponudb, tako da so več ali manj postopki že v zaključni fazi, potem pa pridemo k sami izvedbi. Na Kresnicah gradite kanalizacijo. Kakšne so novosti na tem projektu? Ja, gre za obsežen projekt, ki je zagotovo imel tudi določene težave predvsem v tem, da je bilo treba investicijo izvajati iz različnih okvirov financiranja in tudi različno časovnico. Ampak ker smo želeli, da celotno komunalno infrastrukturo vgradimo v cestno telo, se pravi v same cestne povezave, ker drugje jih ni možno vleči v naselju Kresnice, ker je gosto poseljeno, smo seveda že v lanskem letu pristopili k začetku, se pravi, vgradnje kanalizacije, meteorne in fekalne, ter izgradnjo čistilne naprave, 1000 populacijskih enot. In to nam je uspelo urediti do konca prejšnjega meseca v celoti, pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Sredstva smo delno pridobili lahko tudi iz načrta za okrevanje in odpornost. Seveda pa smo pustili ceste še odprte, se pravi v makadamski izvedbi, zato ker smo lahko z začetkom letošnjega leta pristopili pa k drugemu ukrepu, to je kohezijska sredstva iz dogovora za razvoj regij, kjer pa je upravičeno financiranje za obnovo in nadgradnjo vodooskrbe v naselju tudi Kresnice. Hkrati smo imeli tudi dogovor z podjetjem Elektro Ljubljana za pokablitev vodov v tem delu naselja Kresnice. Zato smo v letošnji spomladi pristopili k, se pravi, vgradnji vseh teh komunalnih vodov in postopnemu tudi zapiranju in finalni ureditvi cest. Tako da prvi del odseka od čistilne naprave do obvoznice Kresnice je že v spodnjem delu asfalta poasfaltirano. Zdaj v prihodnjih tednih se načrtuje tudi finalna zgornja plast asfalta, prav tako pa tudi asfaltiranje 4 odsekov že v naselju Kresnice, to je odsek Kurja vas, odsek za blokom, ter 2 cesti, ki so ena od pošte proti osrednjemu delu Kresnic osnovne šole in pa druga nad kmetijsko zadrugo, trgovino kmetijske zadruge Litija. V nadaljevanju, v mesecu avgustu, pa sledi potem celovit pristop na spodnji glavni povezavi lokalne ceste med obvoznico in pa, se pravi, prehodom za pešce, čez železniški prehod v zahodnem delu Kresnic, kjer pa je potrebno še zamenjati, se pravi, vodovodno omrežje in vgraditi potrebno elektrokabelsko kanalizacijo z vgradnjo tudi javne razsvetljave, in potem pa pride na vrsto zaključni sloj asfaltiranja.
Tako da na to se bomo lotili še srednje ceste in vgradno, ampak ta pride pa potem v mesecu septembru. Ampak kljub vsemu želimo, da bi ta del, se pravi dobra polovica Kresnic, bila v celoti opremljena za ustrezno komunalno infrastrukturo in seveda tudi urejeno cestno povezavo. Ta čas pa bo res še nekaj prahu in tudi kakšne jame, zato prosimo še za pozornost vse krajanke in krajane, potem bo pa zagotovo bolje. Je vredno potrpeti. Še eden večjih projektov, ki je odprt, je satelitski urgentski center. Kako tukaj tečejo dela? So mogoče na tem projektu kakšne novosti? Ja, moram reči, da dobiva že kar prizidek svojo protikončno podobo, tako da več ali manj lahko rečemo, da grejo dela po načrtih, da bo zdaj se pričela ta drugi del, vgradnja stavbnega pohištva, gradbeno-obrtniških del, tako da tudi moram reči, financiranje teče zelo tekoče. Če smo imeli na začetku mogoče pol leta težave s financiranjem, pa z zalaganjem sredstev, se je ta zadeva v zadnjih 2 mesecih res lepo stekla, tako da zaenkrat zadeve grejo tekoče. Kako pa je še s popoplavno obnovo? Ja, tukaj, prej sem že omenil Zajevnico, kjer dejansko pripravljamo razpis za, se pravi, pridobitev izvajalca, objavo javnega naročila. Medtem ko kanalizacija obnova tukaj na stavbah v Litiji, pa čakamo samo še pridobitev sofinancerske pogodbe za strani države. Hkrati, tako da v tem mesecu zagotovo začnejo, se pravi, se začne obnova stavb v Litiji. Nekaj je še odprtega pri pregledovanju dokumentacije za, se pravi, kulturno dvorano na stavbah. Čeprav moram reči, da je PZI dokumentacija, PZI in DGD dokumentacija pripravljena za celovito obnovo, tako da zdaj si res želimo čim prej pridobiti, se pravi, pozitivno mnenje Državne tehnične pisarne za ta poplavni del. Tudi naročen je že etažni načrt za etažiranje hiše. Hkrati s tem pa seveda potem pričakujemo, da ko bomo imeli to zadevo rešeno, vložimo celoten projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Mi načrtujemo, da bi dejansko že v letošnji jeseni objavili javno naročilo za izvedbo del v celoti. Nekaj sprememb je prišlo pri časovnici, predvsem zaradi ugotovitve, da je treba zadnjo, se pravi severno steno, odstraniti zaradi statično neustrezne podlage tega dela objekta. Pri vgradnji, se pravi, nove te kabine, ki je potrebna za, se pravi, celotno, se pravi, režijo in pa režijska dela pri funkcioniranju te kulturne dvorane. Zato si želimo, da bi ta objekt gradili v enem sklopu, v celoti, in verjetno je smiselno, da se začnejo dela izvajati v začetku prihodnjega leta, in to na segmentu, da objekt do zime v celoti, se pravi, tako porušimo tisti del, ki je potreben na severni strani, in nadzidamo ter ojačamo celotno konstrukcijo, se pravi, celotne kulturne dvorane z seveda tudi novo celotno streho ter stropom nad odrom, ki bo omogočala potem dejansko ureditev nove, lahko bi rekel kar nove kulturne dvorane
na način, kot smo si jo tudi želeli. Imate mogoče že kakšne ideje, mogoče celo tudi dogovore za kakšen nadomestni prostor ta čas? Ja, sej dvorana bo potem takem v sedanji funkciji lahko še funkcionirala tam do spomladi prihodnje leto. Potem pa seveda bo res potrebno za tisti čas zagotoviti ustrezne nadomestne lokacijo tistega enega leta, ki smo skozi govorili, ki ga bomo mogli pa najbrž res žrtvovati, zato da bomo imeli potem enkrat urejeno dvorano. Gospod župan, najlepša hvala za ta pogovor, za vse informacije in pa želimo vam čim bolj mirno poletje. Hvala tudi vam in vse dobro.